Blaž Mencinger se nam je pridružil v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Kitarist, pevec, tekstopisec, če rečemo z eno besedo kantavtor. Tako je, ja. Kako te je zaneslo v glasbo? Ja, v bistvu pri nas doma se je zmer rado pel, kasneje sem začel igrati klasično kitaro, potem sem se nekako usmeril mogoče po osnovni izobrazbi v jazz, večkrat šel na različne jazz campe in tudi se učil pri Primožu Vrašiču, kasneje tudi malo pri Janiju Modru. Potem pa sem na neki točki začel tudi pisati pesmi, že konec osnovne šole, najprej v angleščini, potem pa vedno bolj v slovenščini. Glasbeno odrastu bi se rekel zasedbo Jazz in the Band in kasneje potem z Mencarijo, ki je bil moj avtorski projekt, zdaj pa pod svojim imenom na samostojno glasbeno pot v družbi zelo dobrih glasbenikov na srečo. Pred kratkim si bil na Kantfestu in odnesel drugo kanto. Ja, tako je, ja. To je bila zelo lepa izkušnja, veliko dobrih glasbenikov in zelo lepa odskočna deska, bi se rekel, tudi za začetek te poti, za prvi singel, ki sem ga kmalu potem tudi stal, tako da zelo fino. In v kateri žanr te danes najbolj vleče? Je to pop, jazz pop ali kaj drugega? Ja, v bistvu glede tega se ne opredeljujem čisto do konca, zaradi tega, ker je veliko glasbe tekom teh let nastalo in mogoče vsaki pristaja, mogoče ima svoj stil, ampak nekako bi rekel, ja, nekje med popom in jazzom se najbolj najdem, druge primesi pa potem bomo videli, v katero smer bojo še. Prva skladba, s katero si sedaj na radijskih valovih, je naslovljena Tebe ni. Tako je. Je to pesem o hrepenenju? Ja, to je pesem v bistvu nekako, ja, točno temu hrepenenju, po stiku s sočlovekom. Lahko je to ena oseba, lahko je to družba. V bistvu hrepenenju po tem, kar vsem nam danes manjka, in to je stik s sočlovekom. Danes nam celo prepovedujejo imeti stike s sočlovekom. Ja, nažalost res je. Morda pa je zato pesem malo bolj daljnovidna. Ja, tako je, mislim, če ne drugega je vsaj zelo relevantna danes, čeprav je v bistvu nastala že pred celo pandemijo. Usporedno je na ogled tudi video? Ja, tako je, ta video smo v bistvu posneli v neki zelo intimni snemalni ekipi, ker kaj večjega danes tudi v bistvu ni več mogoče oziroma je zelo oteženo. Tako da režiser tega spota je bil odličen Martin Draxler, ki je celo ekipo z igralko in snemalko na čelu vodil potem v izdelavo tega videospota. Blaž, kako pa v glasbi naprej? Naprej je plan v bistvu izdati zdajle maju, če bo ratal, en EP, odvisno tudi malo, kako bo situacija dopuščala. Zdaj vsaka vaja je stres in podpisovanje dokumentov in dovoljen, ampak jaz res upam, da me moja trma privleče do tega EP-ja do maja, kasneje pa potem tudi cel album. Bo pa predtem skladba Tebe ni v našem etru, zato beseda je tvoja, da jo pospremiš na pot. Ja, povabim vas vseeno, da se najdete v tej skladbi in upam, da vam polepša te sive dni. Ni sreče in tebe te dni, ni več toplote, ko zaspijo luči. Zdi se, da ne bo bi jokalo, če bi lahko, ker tebe ni te dni. Za te sončne dni ni več veje, ki nad nama visi, in zdi se, da ne bo bi jokalo, če bi lahko, ker tebe ni te dni.
te dni. Ni več veje, ki nad nama visi, in zdi se, da ne bo bi jokalo, če bi lahko, ker tebe ni te dni. In zdi se, da ne bo bi jokalo, če bi lahko, ker tebe ni.